Evangelij za drugo velikonočno nedeljo, belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja, je vzet po evangelistu Janezu. Takole je zapisal. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila vrata tam, kjer so se učenci zadrževali strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus medne, stopil medne in jim rekel: Mir vam bodi. In ko je to rekel, jim je pokazal roke in stran. Učenci so se razveselili, ko so videli Gospoda, teda jim je Jezus spet rekel: Mir vam bodi. Kakor je Oče mene poslal, tudi jaz vas pošiljem. In ko je to izrekel, je dihnil vanje in jim dejal: Prejmite Svetega Duha, katerim greh odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Tomaža, enega izmed 12, ki se imenoval Dvojček, pa ni bil med njimi, ko je prišel Jezus. Drugi učenci so mu pripovedovali: Gospoda smo videli. On pa jim je rekel: Če ne vidim na njegovih rokah rane od žeblov in ne vtaknem prsta v rane od žeblov in ne položim roke v njegovo stran, nikakor ne bom veroval. Čez 8 dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel pri zaprtih vratih, stopil medne in jim rekel: Mir vam bodi. Potem je rekel Tomažu: Položi svoj prst sem in poglej moje roke. Daj svojo roko in položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren. Tomaž mu odgovoril in rekel: Moj Gospod in moj Bog. Jezus mu rekel: Ker si me videl, veruješ. Blagor tistim, ki niso videli, pa verujejo. Jezus je vpričal svojih učencev storil še veliko drugih znamen, ki niso zapisana v tej knjigi. Ta pa so zapisana, da bi vi verovali, da je Jezus Mesija, Božji sin, in da bi s tem, da verujete, imeli življenje v njegovem imenu. To je Kristusov evangelij. Sveti papež Janez Pavel II. Je ob svojem obisku na Poljskem leta 2002 v Krakovu izročil v svet Božjemu usmiljenju. S tem dejanjem je presenetil mnoge, posebno kakor že leta 2000, ko je razglasil za svetnico mlado poljsko redovnico Faustino Kowalsko, izredno pričevalko Božjega usmiljenja, in določil, da se v vsej cerkvi druga velikonočna ali bela nedelja odslej imenuje nedelja Božjega usmiljenja. O Božji besedi razmislimo o pomenu tega novega praznovanja. Evangelij poroča, kako so bili Jezusovi učenci izbrani za zaklenjenimi vrati iz strahu pred Judi. Bali so se namreč, da bi tudi nje zadela ista tragična usoda, ki je doletela njihovega učenika na Kalvariji. Njihovo upanje je bilo z Jezusovim križem in smrtjo uničeno. Zdaj so se slabo vestjo sesli v prostoru skupnega strahu pred prihodnostjo. Nebogljeni so čakali svoj konec. V njihovo tesnobo in strah pa vstopa ostali Jezus, z močjo in sijajem svojega vstajenja. Vstopa skozi človeško samozaklenjenost in brezup in razsvetli svojo vstajensko svetlobo. Njegov pozdrav, mir vam bodi, ni le dobra želja, ampak je dar, ki napolni srca apostolov z odpuščanjem za vso nezvestobo, ki so jo pokazali v zadnjih dneh Jezusovega življenja. Jezus jim ničesar ne očita. Svojim pozdravom njihovo slabo vest očisti z velikodušnim odpuščanjem. Preplavi jih veselje nad Božjim usmiljenjem, ki odpušča in pozablja, veselje, ki ga je pri zadnji večeri napovedal Jezus sam, a so nanj povsem pozabili. S čim so apostoli zaslužili, da jih je Jezus obiskal s svojim usmiljenjem in odpuščanjem? Prav z nobenim zaslug nimajo za to. Jezus jih je sam poiskal. On, dobri in usmiljeni pastir, on nam prihaja naproti v našo zaklenjenost, v našo slabo vest,
v naše strahove in tesnobe, celo v naš obup. Od nas pričakuje samo, da ga sprejmemo, da se v otroškem zaupanju zazremo v njegov usmiljeni obraz, v njegove povličene rane, da hvaležno sprejmemo njegov mir in veselje. Izkušnja odpuščanja in veselja je apostole odprla in usposobila za njihovo poslanstvo službe Božjega usmiljanja v zakramentu sprave. On, ki se je na Kalvariji v usmiljeni ljubezni potopil človeško zlo in v neskončni meri zadostil Božji pravičnosti za grehe človeštva, da je zmagoslavno podarja svojim apostolom duha odpuščanja. Prejmite svetega duha, katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni. Stari Gospod jim je podelil moč, da izvršuje veliko večje čudeže, kakor so telesni čudeži, da obujajo duhovne mrtve, ozdravljajo neozdravljivo bolno človekovo vest, celijo rane, vračajo notranje zdravje, veselje do življenja, večno mladost. Česa je današnji človek bolj potreben kakor Božjega usmiljanja v zakramentu sprave, svojega duhovnega očiščenja, v moči Kristusove velikonočne skrivnosti njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. In bistveno poslanstvo cerkve vse do konca sveta je prav odpuščanje grehov v moči zakramentalne odveze. O, da bi kristjani prav cenili in v veri in zaupanju pogosto prejemali milost, ki nam je ostali Kristus podaril v spovednicah, teh čudovitih velikonočnih prostorih Božjega usmiljenja. In ko smo na tako pretresljiv način deležni Božjega usmiljenja, ali se ne bomo po zgledu njega, ki je usmiljeni Samarijan, sklanjali k vsem, ki kakorkoli trpijo, čutili z njimi, jim lajšali bolečine in pomagali. Tako bodo o poslednji sodbi tudi za nas veljale Jezusove besede. Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli. Ne gredo žarki Božjega usmiljenja tudi skozi naše srce in doseže vse, ki so potrebni pomoči in usmiljenja. Lep velikonočni čas vsem skupaj želim.